in sledeči prispevek je rezultat tega njenega zadnjega sodelovanja oziroma raziskovanja. Torej, lansko leto je minilo 160-letnica od rojstva Frana Lakmajerja. Fran Lakmajer je po končani gimnaziji, maturi potem prišel s češkimi študenti v bogoslovje v Ljubljano. Namreč takrat so od 1885 pa do 1897 prihajali v ljubljansko bogoslovje, torej duhovniški kandidati tako s Čevške kot z Moravske. No, in o tem da ne bom predolga. Pomembno je, ker izpostavljamo, Fran Lakmajer je skratka bil leta 1888 posvečen v duhovnika in bil potem kaplan v Hrenovicah pri Postojni. No, in že takrat se je začel ukvarjati s čebelarstvom. Namreč Fran Lakmajer je za Slovence izredno pomemben kot čebelar. Ta njegova knjiga Umni čebelar, ki je šla leta 1907, pa potem v ponatisu pri Celjski Mohorjevi, je izšla več kot sem omenila, 85,000 izvodih. Praktično vsaka hiša je imela vsaj en izvod ali dva. Je pa ta Umni čebelar, ko sem sodelovala pri nastanku te knjige v Franu Lakmajerju leta 2020, tukaj zdaj ne bom ven, je pa bil zanimiv podatek, da so mi čebelari dejali, da je še danes to kot eden izmed, da rečemo, osnovnih učbenikov za samo čebelarstvo. Takrat on je bil tudi Fran Lakmajer pa Lovro Pintar se mi zdita, da sta bila značajsko si en tak podoben duh. Tudi Fran Lakmajer mi je skozi zapise pa župnijsko kroniko predvora, ki sem jo preučevala, zelo zanimivo. On sebe recimo, ko je prišel v predvor, piše, župnikovi titeljni: sem župnik, sem kaplan, predsednik krajevnega šolskega sveta, krajevni šolski nadzornik, občinski odbornik in de facto tudi tajnik, pri občinskih sejah zapisnikar, načelnik, tajnik in blagajnik hranilnice in posojilnice, režiser gledaliških iger, predsednik mladinske in Marijine družbe, predsednik izobraževalnega društva, predsednik kmetijske podružnice. Kaj hočeš več? Prva služba je plačana, druga nagrajena, teta druge pa za me piš. To je pa bolj zaposlen kot naši direktorji. Ja, skratka, to je v župnijski knjigi, citat njegov. Sam je o sebi velikokrat poudarjal, da je človek s češkim srcem in slovensko dušo. Ja, to se mi zdi, tako da mi je včasih žal, da se mu več priznanja ne nameni. Vedno znova naletim v strokovnih krogih, da se mu očita, da je Čeh, ampak vseeno ne smemo pozabiti, da je on dejansko celo svoje aktivno življenje, vso svojo ljubezen zlil v slovenski prostor in je zato čutil v sebi slovensko dušo. Lahko vam rečem, da je za predvor Fran Lakmajer izredno pomemben. Imel je svoj čebelnjak, ki ga je imel praktično, torej potem ga je Mubi odkupil. On je žal moral po spletu težkih okoliščin zapustiti kraje potem, ampak da vam povem, torej, zakaj je bil vse zaslužen? Mislim, resnično, koliko imam še časa? 5 minut še, ne? Torej, on je bil večkrat izvoljen v občinskih volitvah v okraju Breg, tudi kot župnik, torej v občinski odbor. Potem je v želji po izobraževanju 1913 organiziral kmetijski tečaj, na katerem je bil s strani predavateljev poudarek na gojenju in predelovanju krme in sadja. On je želel ljudi tukaj izobraziti kakšno krmo, da bi spodbudil gospodarsko in delovanje. To je bil ta čas pred začetkom Prve svetovne vojne. Potem, kar se mi zdi zelo kakšen velik človek je bil, on je organiziral posebne delavnice, izobraževanje za matere, za ženske, za katere je rekel, da se razdajajo za narod in je za njih duhovne vaje organiziral.
kar se mi je zdelo izredno tudi lepo. Ustanovil je vrtec, ker mu je bila zelo pomembna skrb za otroke. Potem pozornost je namenjal mladini. Z mladimi se pravi, on je bil, prav piše, ne, zaradi trdega dela, dobrega gospodarjenja in razgledanosti, tako v politiki kot v pastoralnem življenju, ni bil samo priljubljen v predvoru, ampak tudi širši okolici. Ljudje so ga imeli zelo radi. Naj omenim, da takratni graščak gradu Dvor, Wurzbach, so mu ogromno pomagali tudi z denarnimi sredstvi, kar je zelo pomembno, da je kljub temu, da je župnija 1917 in bila zaradi vojnih namenov odvzeti bronasti zvonovi, zanj je bil to hud udarec, je potem se k temu pač nagibal, deloval. Kasneje vemo, da je imel ogromno zaslug za to izseljeniški duhovnik, ki je gospod Aleš, ki je takrat pomagal z obnovo teh zvonov, ampak da pridem do tja. On je bil tisti, ki je 1921 v predvoru na njegovo pobudo nastalo telovadno društvo Orel. Prav na njegovo. Predsednik je bil sicer Janez Polajnar iz Potoč, ampak na njegovo pobudo je nastalo to društvo. Potem on je 1922 popravil celotno streho na farni cerkvi, ker ni bila popravljena že od leta 1753 in je že zamakalo na določenih mestih. Potem od leta 1922 do 1933 je ogromno iger organiziral, ker je bil on prav režiser. Med njimi naj omenim Divji lovec, Vdova Rošlinka, Veriga. Torej, zanimivo je, da so bile te dogodki tako obiskani, da je bilo na teh prireditvah, sem našla podatke, do 500, tudi 1000 ljudi, ki so prišli iz celih krajev Slovenije. To ni bilo tako, veste, neka majhna krajevni dogodek. Pomembno je recimo, da je 1923 Mežnarijo preuredil in na tem mestu postavil dvorano, ki še danes stoji, kulturni dom v Predvoru, je njegova zasluga. Še ena njegova zasluga, ob predvorski župnijski cerkvi imamo nekdanje te mrliške veržice, torej mrtvašnico, tudi tega se je on lotil in gradil je leta 1925. Potem še to je bilo zelo zanimivo v popisih, najde dokumente, koliko truda je on vložil, da so obnovili orgle. In zdaj, ko se jaz pogovarjam z gospodom župnikom Okolišom, se mi zdi, kot da se ta zgodba Frana Lakmajerja zdaj ponavlja, v bistvu koliko truda, moči, energije, da se zberejo sredstva za obnovo orgel. Fran Lakmajer, v bistvu točno pred 100 leti se je on s tem ukvarjal. Potem še zanimivo, kar mu gre tudi velika zasluga, na tej mrtvašnici, nekdani, veste, da je taka zaplis plošč, namreč po koncu prve svetovne vojne, je Predvor bil mesto, kjer so s soške fronte prihajali številni ranjenci in bolniki in je bilo zelo težko, ogromno ženske pač bilo vdov in Fran Lakmajer se je z vso zavzetostjo zavzel, da je poskrbel za te ranjence, da je oskrboval, ker ni bilo hrane, bila revščina, da je oskrboval ranjence, da je skrbel za vdove, da so otroci niso bili lačni, cele sklade, on je vse, kar je imel temu namenil, res je bil z dušo in srcem predan kraju, lahko rečem, tudi v njegovih zapisih. Kar je recimo zelo pomembno, je, da je 26. aprila 1927 so odkrili spominsko ploščo prav za te vojake, ki so umrli, med njimi je bil tudi moj praded. Recimo leta 1928 je začel zidati torej to dvorano, ki jo je imenoval Ljudski dom takrat. Zdaj pa napovedujem še naše naslednje predavanje, našega naslednjega gosta, ki nam je tudi veliko čast, da se je odzval vabilu, to je pa gospod Franc Sever, je častni predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič. Prav Frana Barleta ob 160-letnici rojstva predstavila taka izjemna osebnost, kot je gospod Sever. Dobrodošli in beseda. Hvala lepa. Namreč tudi gasilska organizacija od leta 1870,
ko se je začela razvijati na tem področju, so bili pomembni možje, ki so se poleg tega, da so se ukvarjali z gasilsko strokovnostjo, izredno veliko dali tudi na slovensko besedo v smislu poveljevanja, pisanje zapisnikov. Skratka, slovenščina naj bi bila glavni temelj gasilske organizacije, zaradi tega, ker so jih Avstrijska gasilska zveza jih je stalno poniževala. In sicer v tem smislu so imeli podporo tukaj v domovini, to so bili Nemci, Nemškuterji in pa Slovenci. In gasilska društva, ki so bila sestavljena iz vseh teh treh, bi rekel, posameznih državljanov ali pa kako drugače, kakor bi imenoval, je nastala veliko trenje v društvih in predsednik odnosno takratni načelniki so to izredno težko držali komando nad moštvom. No, Brle, ki pa je, praznujemo 160-letnico rojstva, je pa sicer iz Trkelj na Gorenjskem in je tam tudi bil rojen, se šolal, nato pa je bil bolj tak, bi rekel, živahen fantič in ga je oče dal kar v vojaščino in ga je vpisal v 17. pehotni polk, kjer se je pa, ko je bil pač tam noter do leta 1893, se je pa naučil vseh teh tako imenovanih vojaških veščin, ki jih današnji mladini izredno primanjkuje, in sicer zahtevala se je poslušnost, red in disciplina, ki je bila zanimivo stalna spremljevalka pri delu z gasilsko organizacijo. Skratka, on je bil pravi vojak, ta pravi človek na pravem mestu za to prostovoljno gasilstvo, ki je bilo pač tako, kot je bilo. No, in v Ljubljani, če gledamo, da je malo širše, v Ljubljani so takrat že imeli prostovoljno požarno obrambo iz leta 1870, kjer je vodil Frando Brlet. To je bil domačin iz Trnovega doma, imel je svojo pogrebno podjetje in bil je izredno sposoben mož, da toga je tudi takratni župan prosil, da bi organiziral prostovoljno požarno obrambo in so ga poslali po avstrijskih in nemških krajih, da je tam pobral najbolj pomembne zadeve, da bi tukaj v Ljubljani organiziral to službo. In jo je tudi organiziral. To je bil Frando Brlet, ampak on je tudi imel recimo en tak stavek, ki je zelo pomemben in ga večkrat ponavljamo v teh zgodovinskih zapiskih. Raje imam 20 složnih kot 1000 nesložnih Slovencev. Zaprav spet, zakaj? Zato, ker so v gasilske vrste vstopali sokoli, orli in pa še ostale, bi rekel, poklici, ki so bili takrat obvezni, če hotel biti prostovoljni gasilec, ne? Da so se med sabo seveda je prišlo do nesoglasij. No, ko je pa se zadeva toliko razvila, da je Ljubljana že postala, bi rekel, že leta 1898, 1890 je prišla elektrika, kanalizacija, potem se je mesto razvijalo. Upozorite tudi to treba, da je bilo takrat veliko hiš še zmeraj slamo pokritih, lesenih, da je bilo zidanih izredno malo in da je bila požarna varnost izredno ogrožena in da tisti topničar na vrhu stolpa Ljubljanskega gradu, ki je opazoval po noči, kje gori, da je ustrelil stopen, da so šli pomagati gasilci na požarišče, je ta ustanovil
mestno magistralno službo tako imenovane mestnega policaja, policijskega uradnika, ki je skrbel za, da so bile te izpostave, male izpostave, to se pravi majhne lesene barakce, not je bil pesek, lopate, krampi, kljuke in tako dalje, zmeraj pripravljene, če bi prišlo do kakršnekoli nesreče, da se je pač ta požar čim prej pogasil. Bil je izredno, no tudi ta Doberlet je imel tudi en tak geslo, rekel gasilsko geslo, kjer treba pomoči prinašajmo, a kdo trpi, ne vprašamo. Ne? Zelo zanimivo, kratko besedilo, ki vse pove. Ne? Nič ti ne vprašamo, če ti trpiš, ti bomo že prišli pomagati. In to še danes velja. Kot vidite, da je gasilstvo zmeraj bolj v pogonu, zmeraj bolj obrajtano, bi temu rekel, napram starih časih. No, ko je pa Hribar prišel za župana, je pa Hribar, vemo, kdo je to in kaj je pomenil za Ljubljano in nasploh, je pa leta 1899 sklenil, da bo naredil tako imenovan dom, kjer bodo noter gasilci s tiho željo, da bi tudi prostovoljne gasilce in poklicne gasilce nekako v eno stavbo spravil skupaj. No in to mu je tudi uspel, da so zgradili tako imenovani mestni dom, ki še danes stoji pod gradom, ampak spet so se začela tista trenja, poklicni prostovoljniki je najbolj izrazito bilo, ko je drama govorila tam, kaj danes filharmonija, ker so se poklicni in prostovoljci skoraj skregali, čeprav je ogenj. Ja, to vse, res je to bilo, ne? Ja. No, in takrat je pa nastopil tale naš junak Fran Brle in ga je Ivan Hribar vse poklical in je rekel, da naj pa on organizira pa poklicne enote. Zakaj? Zato, ker Fran Doberlet, kot sem prej rekel, domačin, ki je imel pogrebno društvo, je bil bolj nagnjen na nemško stran. In ja, pa tam, veste, kako je to bilo, kšeft je kšeft, kakorkoli rečeno. In je Frana Doberleta poklical in ga zaposlil kot gasilskega inšpektorja. No, seveda tem Doberletu to ni bilo sicer všeč, ker on je bil pa tudi odbojnik, ampak v Sedlih je prišlo leta 1899, 19. februarja, do velike prelomnice, ko so stopili skupaj Ivan Hribar, Fran Brle in pa Ljudevik Štircelj, to se pravi, je bil pa poveljnik prostovoljnih gasilcev in so na tem njihovem izrednem občnem zboru sprejeli sklep, da od tega datuma naprej se peljejo slovenske komande, da se vse knjige vodijo v slovenskem jeziku in to seveda Doberletu ni bilo všeč, je odstopil, prevzel komando Brle, se včlanil v prostovoljno gasilsko društvo, tako da ima oba dva pod eno komando in prostovoljne in poklicne gasilce in so lepo potem nekako zadevo pelali s tem, da je prevladala slovenska beseda. Vabim pa še kolega dr. Križnarja, je pripravil še en izjemno zanimiv prispevek in sicer o Francu Kimovcu, ki nosi naslov Minilo je 60 let od smrti duhovnika, glasbenika in skladatelja dr. Franca Kimovca. Za Franca Kimovca prav tako velja, kakor za predhodnega Frana Brleta. Tudi je z tiste slovite aleje kulturnih delavcev v sosednjih cerkljah, tako da nekako dva pravzaprav vlečemo iz tega sosednjega konca. Malo zaradi obletnici, malo pa tudi zaradi duhovništva. Rojen je bil v vasi Glinje pri Andrejcu, to je sosednja župnija Zalog, blizu Cerkelj, v pevski družini.
prvo šolanje je doživel v Cerkljah, oziroma ljudsko šolo najprej v Zalogu, potem pa v Cerkljah, kjer je že zelo kmalu pel pri slovitem Andreju Vavknu na koru oziroma v zboru na koru Župnijske cerkve Marijinega Vnobuzetja v Cerkljah. V 3. in 4. letniku ljubljanske teologije pa je že bil predsednik Ljubljanskega cecilijanskega društva bogoslovcev, kar smo že precej danes slišali v zvezi z Lavtižarjem, in v primerjavi z njim pravzaprav je napravil mnogo višjo in glasbeno in pa seveda predvsem pa cerkveno kariero. Prišel je do vrha slovenske cerkvene, ampak seveda konec koncev tudi zaradi šolanja, konec koncev tudi zaradi talentov in tako dalje. Bil je specialist za gregorijanski koral z nekaterimi latinskimi vstopnimi in obhaljivimi spevi, kar je verjetno v tradiciji izvirnega korala. To mi boš potrdil, to ne, sigurno. Ja. Kakor jih je s Prebrlom harmoniziral in izdal leta 1910 in pa Miso de Angelis, ki jo je sam priredil za orgle. Njegove službe so bile od Predosel, Kranja in tako dalje, skratka, dokler ni končal svoje kariere na ljubljanskem stolnem koru svetega Nikolaja, kjer je bil skoraj 50 let dirigent, brez tega, da bi bil uradno imenovan v ta naslov, kajti regenskor je bil seveda sloviti monsignor Stanko Premrl. Bila sta pa v kaplu ali v paru, bi rekli, tega takratnega. V Ljubljani je opravljal funkcije cerkvenega stolnega vikarja, tu zdaj poslušajte to zgodbo hierarhije stolnega kanonika, star 38 let je in nekaj časa že še arhidiakon, stolni dekan kapitla, stolni prošč in tako dalje. Bil je zborovodja na stolnem koru, naredil pa je tudi veliko dispozicij za nove oziroma prenovljene orgle. Kimovec ima v slovenski glasbeni zgodovini pomembno mesto kot kolaudator zvonov v ljubljanski škofniji, veljal pa je tudi za največjega strokovnjaka gregorijanskega korala. Bil je sodelavec cerkvenega glasbenika, pevca, glasbene zbore in celo novih akordov, to pomeni posvetnih in pa cerkvenih glasbenih strokovnih revij. Tukaj bom jaz med njimi zasledimo zbirko Tantum Ergum, to so koralni rekviem, Miso Montano Gracis, jaz ne morem to preletu, staroslovansko mašo, Miso Regina Pacis in tako dalje. Med njegova posvetna dela oziroma skladbe sodijo še Vrabci in Strašilo, jaz pa pojdem da Gorensko, Pomladna in tako dalje. O pevovodstvu smo že govorili, na koru je bil kot organist, največ pa kot dirigent in pomočnik stolnega glasbenega ravnatelja monsignorja Stanka Prebrla. Vodil je tudi cerkveno petje v Marijanišču, nekaj let je bil Kimovec tudi pevovodja pevskega društva Ljubljana, to se pravi na cerkvenem in pa posvetnem področju nekako obvladoval eno enotnost. V ljubljanski orgelski šoli je poučeval harmonijo, orgle, orgelstvo, koral, nekaj časa pa tudi izobrazbo glasu. Kot glasbeni učitelj je veljal za največjega strokovnjaka gregorijanskega korala. Le tega je predaval tudi v kar 4 oziroma najmanj več organizacijskih oblikah visokega slovenskega glasbenega šolstva v Ljubljani. Takoj začel na konservatoriju za glasbene matice, nadaljeval na državnem konservatoriju, na glasbeni akademiji in na akademiji za glasbo od leta 1945. Naslednji žal le kratek povojni čas, dokler tudi tedanja teološka fakulteta ni bila 52. leta izgnana z Ljubljanske univerze. Skupaj z pokojnim monsignorjem Stankom Premrlom sta v Kolarju odhajala iz Ciril Metodovega trga do takratnega sedeža Ljubljanske akademije za glasbo na Gosposki ulici, 8 je bilo to takrat, danes je to druge, dokler seveda ni takratna oblast potem vendarle zaznala, da je šlo za neke vrste, tako so to rekli, to so tisti gromovniki po vojni, po 45 letu, za neke vrste farško glasbo in takrat sta seveda potem bila izgnana in dolgo leta, dokler ni po 10 letih nadaljeval in zdaj še tudi nadaljuje to zgodbo naš kolega Tone Potočnik, je bil koral za razliko od sosedov, Hrvatov, Italijanov, Avstrijcev izgnan ampak čisto iz ideoloških, ne pa iz strokovnih, glasbenih in tako naprej teh zadev. Več let je bil predsednik Pevske zveze, urejal pa je tudi prvih 5 zvezkov glasbene revije Pevec. Veliko je pisal in objavil Premrlovem cerkvenem glasbeniku o tematikah, kot so bile recimo cerkveno ljudsko petje,
koral, orgle, orglarski mojstri in tako dalje. Med drugim je tudi glavni poročevalec, oziroma danes bi temu rekli pisec in kritik v časopisu Slovenec, nekaj let pa tudi v Domu in svetu. Pisal in sodeloval tudi v Bogoljubu, Vzajemnosti in drugih listih. V njegovi zapuščini je preko 500 del v rokopisih in pa tiskih. Bil je tesen sodelavec in je nadaljeval pravzaprav neke vrste Fersterjevo skladateljsko šolo v Ljubljani. V njej pa je pravzaprav zaznati ljudsko melodiko in gregorijanski koral. Samo od cerkvenem glasbeniku je objavil okoli 110 skladb, velika razlika od imenovanega Lavtižarja, izdal v tisku okoli 60 samostojnih partitur, med njimi tudi 2 zbirki orgelskih del. Veliko pa je Kimovčevih del ostalo v rokopisu. Postal je apostolski protonator, leta 1962 je obhajal ljubljanski stolnici bistveno mašo, to se pravi 60-letnico duhovništva. Kot spreten skladatelj ljubi bolj recitativno melodijo in preprost ljudski ton. Je izvrsten kontrapunktik in spelje daljše, strogo tematične ubrane stavke. Diatoniko druži z zamenjavo kromatike in modulacijo, ima pa tudi za pravilno rastočo napetost in prelivanje harmonij. Njegove pesmi so jasne in lepe ter odete v vzorne oblike, zelo lepo in koncizno je izoblikoval svoj zborovski slog. V svoje pesmi je vlival ljudsko motiviko, uveljavil se je v glasbeni praksi. Naša Mira je pripravila še zadnji, kot je bilo napovedano že davno zgodaj zjutraj, sklepno 6. predavanje, ki je posvečeno Matevžu Ravnikarju Poženčanu, saj letos obeležujemo 160-letnico njegove smrti. Mira Delec s Rohami nam ga bo predstavila s svojim prispevkom skozi literarne utrinke. Izvoli, Mira. Matevž Ravnikar Poženčan, podpisoval se je kot tudi Rodoljub Ilirski, tudi različne druge oblike je uporabljal. Seveda ni iz predvorskega konca, torej je, kot omenjen, iz sosednje občine Cerklje na Gorenjskem, pač rojen je bil v vasi Poženk pri Cerkljah. Vzeli smo ga v ta vzir zaradi tega, ker se mi zdi, da delitve na občine in na kraje ni korekten, zlasti pa sploh ne v primeru duhovnikov. In sicer Matevž Ravnikar njemu je bilo ogromno posvečenega, tudi med nami je kolegica gospa Močnik, ogromno že v Cerkljah, številne publikacije so izšle, zato o njem podrobneje tukaj ne bi govorila, tudi njegova berila so izšla, skrbno izdelana. Jaz pa sem kot raziskovalka v rokopisnem oddelku NUK-a, kjer sem že skoraj stalni, kako se temu reče, objekt, inventar, abonent, imam že svojo mizo in klop. Skratka, se mi je zdelo zelo zanimivo te njegove zapise najdeti. Zelo me je fascinirala njegova ilirska pratika, ker je dobesedno ročno izrisal vsak dan položaj meseca, lune, potem so zraven zapisi. Izredno zanimivo se mi ta pratka zdi tudi z vidika ozaveščanja, recimo, kako bi se dala lena dekleta k delu prignati. Ja, ne. Recimo na Kranjskem je bila v vseh krajih navada, da ne veste, koliko hiš pride domačem, kakšne darove deli. In tukaj je kakor na Vrdovskem vseh krajih navada, da ne veste, kaj takega delila, kar je sama naredila kot postava nogavice, rukavice, traki. In to vse je bilo posebno koristo pri notranjih kranicah, to je pri vipavkah, pavjankah, brkinkah, krašovkah in strankah in vseh drugih bi bilo treba vpeljati, ker izmed njih, ko poljsko delo poide, več del postopa, zato ker sicer nič delati ne znajo. Ne? In na to vižo bi more biti lepe kranice, pri nas pridne bile in one beračile in tudi bi ne gledale tako močno si frišne obleke umišljevati, ali pa iz starih bošjakov, kjer večji del z gofijami po tudi vino posesti dobi, če pa ves stan gnjus dati in tako naprej. Skratka, vsaka bi bila rada omožena, bi bilo treba tudi kakšne darove narediti. Ne? Na to temo, o teh lenih dekletih pa preganjati, je bilo zlasti sredina 19. stoletja zelo zanimiva. Tudi dr. Blaj Weiss v novicah večkrat piše, v tem času so bile moderne pač ženske, te krinoline so postale. To samo dodam toliko zanimivost, namreč
Meščanke so nosile seveda iz drugačnih materialov, torej iz svile, lahkotnih, ne. Seveda kmečke ženske in dekleta si česa takega niti v sanjah niso mogle privoščiti, zato je bilo to pač ta tkanina pač bolj trpežna, trdoživ, tako, in še vedno pa so posnemale širino. In potem je enkrat doktor Blagajs v novicah zapisal, ne, kaj se bohotijo te kranice, ne, tako povzemam, ne, široko hodijo. Potem mu je pa tako ena odgovorila, se je izpod podpisala Slovenka in rekla, da se veličina, tako zdaj karikirano povzemam, ljubezni do naroda meriš s krinolino. Širše je krinolina, večja je ljubezen do naroda. In potem ni bilo nobenega članka več na to temo. Drugače pa Matevž Ravnikar je bil od vsega začetka drugače zelo skromen človek, tudi po naravi. Pravi Josip Maren o njem, bil je tih, pohleven človek, rad je bil sam, slinil se ni pri višnjih nikjer, kakor bi se pri duhovnikih in deželskih gospodih spodobilo. Skratka, kar me je zelo zanimivo, zelo mu je bil vzor in ga je tudi posnemal Valentin Vodnik. Celo literarno, zelo zanimivo skuša malce Vodnika posnemati in pravi, prav napiše od sebe in pravi: nikogar na sveti svojega ne poznam, zato si je v peti čas kratici sam. Pod blekam snežinkam mi dali ime, samote z Vodnikam me k peti zbude. Skratka, Vodnik, ta njegova zavest do naroda, skratka ta razsvetljenski duh, je tudi, letos je torej 160-letnica, to se pravi od njegove smrti, je ta prva polovica 19. stoletja bila zelo prežeta s tem željo po pač ta programu Zedinjene Slovenije, ki je nastal, in s to željo po zbiranju ljudske pesmi, ljudskega slovstva. Matevž Ravnikar je bil najbolj dejaven ravno na področju ljudskih pesmi. Recimo, zelo lepa je, če vam jo še podelim, potem, da ne bomo predolgi. Ogromno, recimo naslovi so Slovenka, Mojemu narodu, Naše barve, skratka, povsod je ta zavest o slovenstvu, o duhu slovenstva. In to je tako dragoceno, recimo tukaj piše Mojemu narodu, ne. Ako za te rod Sloveniji, moje srce ne gori, stvarnice mi srd ognjeni v divji vihri naj gromi. Dokler mi mezin cmiga, dokler duša je v teles, naj se vedno bolj užiga ta ljubezen dar nebes. Kadar pod zelenim plajšem bom zagrnjen mirno stal, ona trdno se zanašam, bo pohtela še izstav. Skratka, on je bil človek, ki je želel, pogosto je zapisal, da bi sledili mu torej tudi drugi, da bi navdušil mlade, da bi zbirali to ljudsko slovstvo. In res je bil prav Matija Valjavec, torej domačinu tukaj, tisti, ki je po tej njegovi želji dejansko tudi sledil in nadaljeval to njegovo zavzeto iskanje. Jaz bi danes tukaj na koncu izpostavila pri njem, da ne bomo pač predolgo časovno, zelo zanimiva v arhivskem zapisu je tudi prav ta povest, ki se nanaša na cerkljanski del, Brnikarjev grad, ne bom vam je brala, si jo boste sami prebrali, izvirnik in tako, skratka, rokopisni oddelek njuka zlasti, torej ta njegova zapuščina je zelo razsekana, jaz sem našla številna pisma, recimo z metelkom, ker on je imel zelo rad metelčico tudi, pa je potem seveda bila opuščena in to ga je kar malce prizadelo tudi. Bil je pa izredno občutljiv človek in si je želel, včasih ga niso razumeli vedno, ko je želel kakšno stvar razviti, narediti, ni bil prav uslišan, ampak bil je pa izredno za napredek, zlasti pa za ta domoljubni del. Skratka, na tem mestu bi takole dejala, da se vam res zahvaljujem, veseli smo, torej kot naše društvo, v imenu društva, osebno v imenu naju z dr. Križnarjem, res še enkrat vsem predavateljicam, predavateljem, da ste danes prišli, vsem vam publiki, da ste podprli to, tudi medijem. Konec koncev, osebna želja naju in vseh je bila, da nekaj doprinesemo, veseli smo, da nismo sami tukaj ostali, ne.
Tako da zdaj za sklepni del bom tako rekla, če ste še toliko za pol urce, da zdaj naredimo premorček. Imamo svečano simbolično otvoritev Josipininega vrtka, en manjši kulturni programček, drugače večji glavni dogodek pa je drug teden, torej kot sem omenila, v soboto 1. junija, torej ko obeležujemo 170-letnico smrti Josipine Urbančič - Tornograjske in vse si dovolim še enkrat pokazati njena zbrana dela, ki so izšla. Mogoče skoraj, da veste, ta podobica je ista kot knjižica, ki dejansko v arhivu obstaja in isto je bila v žamet vezana, tako da tukaj smo šli res v spomin Josipine. Naslov ima Ogledalo slovenskega srca, ker je bil tako tudi prvotni naslov, ki si ga je Josipina sama želela. Knjiga je sestavljena iz izvirnika in iz posodobljene slovenščine, tako da se najde od laika do znanstvenika. Skratka, dobrodošli, da boste slišali, kdo je bila Josipina, danes pa za pokušino pa spoznajmo njen vrtiček, ki ga bomo zdaj tudi slovesno potem odprli. Namreč Josipina je imela nagrado Turn svoj vrtek.